Prijeten pozdrav, cenjeni gledalke in gledalci. Minuli teden je bila v jugovzhodni Sloveniji na delovnem obisku vlada Republike Slovenije. V studio smo povabili predsednika vlade Janeza Janšo, zato vas vabimo, da si pogledamo glavne poudarke pogovora z njim. V pogovoru z novinarko Mojco Kren sta se dotaknila za Posavje pomembnih tem, kot so na primer hidroelektrarne na Savi in izgradnja drugega bloka krške nuklearke. Tudi tehnologija napreduje in tudi sprotno spremljanje varnosti obratovanja jedrske elektrarne v Krškem kažejo, da je to obratovanje varno in da nas ne čaka neko presenečenje v smislu nesreč, kot so se zgodile nekje drugje. Tako da to je realen projekt. Za vso jugovzhodno Slovenijo pa je pomembna izgradnja tretje razvojne osi. Projekt je nekaj let stagniral, zdaj pa umeščanje v prostor pospešeno poteka, pravi Janša. Je pa še vedno odprto vprašanje financiranja, se pravi tukaj pa bi zavajal, če bi rekel, da imamo finančno konstrukcijo pokrito. Imamo idejo, imamo projekt, kako priti do teh sredstev, kot veste, jih v državnem proračunu ni, za naslednji 2 leti jih ne moramo dobiti. Dotaknila pa so se tudi vprašanja o sofinanciranju regionalnih medijev s statusom posebnega pomena, ki delujejo v javnem in kulturnem interesu, torej tudi televizije, vaš kanal. Če bi že imeli regije, potem bi tudi regionalni mediji posebnega pomena pač dobili svoje mesto znotraj teh struktur in bi bilo tudi financiranje lažje. In tudi takrat, ko bi se pač ta sredstva z državnega nivoja prenašala na regionalni nivo, bi se lahko mirno tudi ustavno bi to bilo preneslo tudi ta del. Delovni obisk je vlada nadaljevala v Posavju in Zasavju. Tako so se predsednik vlade Janez Janša, ministri in državni sekretarji razkropili po obeh regijah ter opravili številne obiske, pogovore in oglede. Premier je z okrepljeno vladno ekipo začel obisk z delovnim posvetom v prostorih Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino v Brežicah. Tam sta nato obrambni minister Aleš Hojs in brežiški župan Ivan Molan podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu 10 vojaških stanovanj na občino. Namenili jih bomo predvsem za socialne in pa neprofitna stanovanja, kajti dejansko porošnikov v Brežicah je ogromno, približno okoli 40 jih je v tem trenutku na čakalni listi. Jaz, koliko imam informacij, jih je še kar nekaj prostih in jaz samo upam, da v prihodnjih letih bomo možnost dobili še kakšna dodatna stanovanja. Gre za prenos 10 stanovanj v Brežicah v velikosti od 40 do 60 kvadratnih metrov. Sicer pa je v občini še 46 stanovanj v lasti obrambnega ministrstva. Ministrstvo za obrambo bo naredilo nabor, koliko teh stanovanj je v bistvu za vojsko še perspektivno. Treba namreč vedeti, da je tukaj v letališču Cerklje tudi vojašnica Jerneja Molana, torej vemo, da so določena stanovanja za naše pripadnike še vedno interesantna, da se za ta stanovanja prijavljajo. Šele po naboru, predvidoma v začetku prihodnjega leta, bodo na ministrstvu lahko povedali, koliko stanovanj bo še možno prenesti na občino, dodaja Hojs. Predsednik vlade Janez Janša, minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in sevniški župan Srečko Cvirk so na lisci predali namenu rastlinsko čistilno napravo. Planinsko društvo je na spletu odkrilo razpis sklada SiVoda za financiranje takšnih projektov. Nosilec je bila občina oziroma komunala. 60 000 evrov, kolikor so stala dela, pa je zagotovil sklad. Sklad je bil ustanovljen pred 3 leti in od takrat se intenzivno ukvarjamo z varovanjem in zaščito čistih voda v Sloveniji. To je naš 3. tovrstni projekt. Ta rastlinska čistilna naprava je samo eden izmed nujnih predpogojev, da se celotno območje Listce oživi. Dogodek so z nastopom obogatili šolarji iz Loke in Sevnice ter moški zbor Encijan. V Krški občini se je na delovnem sestanku mudil minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. V ospredju so bili predvsem protokoli vezani na izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Gre za še neizpolnjeno obveznost strani vlade. Trenutno so aktualni predvsem 3 protokoli: širokopasovno omrežje, obvoznica Krško in komunalna infrastruktura. Skratka, protokolo je, kot sem rekel, za 32 milijonov, trenutno pa je problematičnih za cirka 10 milijonov, od tega smo približno 3,5 milijone že sami vložili lastnih sredstev. Jaz moram reči, da je tukaj bilo, ker smo naleteli na ugodno odmev in neko pripravljeno sodelovanje in razumevanje. Jaz upam, da bodo te besede tudi dejansko se potem uresničile v nekem doglednem času.
Najprej je možno poskrbeti za obveščanje oziroma širokopasovno omrežje. Ostale protokole, vezane na infrastrukturo, pa bodo reševali s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za odlagališče, pravi minister. Medmestna povezava Krško-Brežice, ki je tudi del tega protokola, je bilo govora o njej tudi na samem posvetu vlade, kjer se je jasno izpostavilo, da je to stvar tega dogovora, hkrati pa tudi informacija strani Ministrstva za infrastrukturo, da je državni prostorski načrt v izdelavi. V zvezi z izgradnjo odlagališča sicer pričakujejo do konca leta dokončno revizijo investicijskega programa strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. S čimer pričakujemo tudi potem zeleno luč za nadaljevanje postopkov, ki bo vodila Agencija za radioaktivne odpadke, sočasno sprememba uredbe, hkrati pa tudi razmejitev obveznosti za te protokole, ki so podpisani. Program sicer vključuje še kar nekaj neznank, kot na primer življenjsko dobo obratovanja in možnost sofinanciranja izgradnje strani Hrvaške. V brežiški splošni bolnišnici so izvedli projekt Energetska sanacija bolnišnice, vreden dobre 3 milijone evrov, ki so ga uradno sklenili z obiskom ministra za zdravje Tomaža Gantarja. Ta je vesel, da je brežiška bolnišnica med prvimi v Sloveniji, ki je dokončala energetsko obnovo. Gre za pomembne projekte, prvič na eni strani glede prispevka k zdravemu okolju, spravi zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, na drugi strani seveda tudi manjše energetske potrebe bolnišnice, pravi racionalizacija poslovanja. Predvsem pa je pomembno, da so s tem zagotovili boljše pogoje tako za bolnike kot zaposlene, dodaja direktor bolnišnice Dražen Levojevič. Na vseh objektih bolnišnice smo naredili hidroizolacijo tlakov in sten, zamenjali stavbno pohištvo, zamenjali termostatske ventile, na večini objektov toplotno izolirali stene, naredili toplotno izolacijo podstrešja. Med drugim so zamenjali nekaj ostrešij in uredili centralno klimatsko napravo v operacijskem bloku. Dela so sicer začeli pred 3 leti, leta 2010 pa je izšel razpis Ministrstva za zdravje, v sklopu katerega so pridobili dober 1,5 milijona državnih in evropskih sredstev. V Posavju ni največji problem čiščenja odpadnih voda, ampak izkoriščanje vode za namakanje. Problem je bil med drugim izpostavljen tudi na posvetu vlade v Sevnici. Čeprav je poraba savske vode za potrebe kmetijstva zapisana v koncesijski pogodbi, do zdaj ni bilo mogoče dobiti dovoljenja za namakalni sistem. Vlada je poleti odpravila nekaj administrativnih ovir, je povedal minister za kmetijstvo in okolje. Še bolj me pa veseli to, da bomo lahko na januarskem razpisu, na katerem se bo zadnji paket namakanja tudi financiral iz tega obdobja 2007-2014, prijeli 2 vloge, gre za Kalce Naklo 160 hektarov in pa tudi za samo namakanje na Blanci in od 1250 hektarov, ki pričakujemo na tem razpisu, jih bo 250 hektarov iz posavskega prostora. Naložbe z področja okolja, infrastrukture in energetske učinkovitosti se bo kljub varčevalnemu proračunu izvajalo tudi prihodnje leto, je dejal finančni minister. V proračunu je predvidenih za prihodnje leto 600 milijonov več investicij, kot jih je bilo letos. Predvsem na podlagi evropskih sredstev ocenjujemo, da bo približno 200 milijonov, nekaj manj od tega, porabljenega na lokalni ravni. Gre za projekte, ki so v veliki meri že pripravljeni, je povedal Šušteršič. Ni pa v proračunu predviden dvig povprečnine za občine, ki je nižja za 3,5 %. V nadaljevanju bomo pokukali v semiški vrtec Sonček, kjer so se veselili novega prizidka in nadaljevali v Straškem Novolesu, kjer naj bi v bodoče zrasel lesni center, takoj po premoru. V semiškem otroškem vrtcu Sonček, ki deluje v okrilju tamkajšnje osnovne šole in nudi varstvo 140 otrokom, so si že dlje časa želeli, da bi imeli vrtec pod eno streho in bi lahko ven sprejeli vse otroke. Želja se jim je uresničila, saj so v sklopu občinskega praznika slovesno odprli novozgrajeni prizidek vrtca. Tako so na slovesnosti ob odprtju prizidka, ki se je ob številnih gostih udeležil tudi predsednik države dr. Danilo Türk, prepevali otroci. Veselili pa so se tudi zaposleni. Moram reči, da smo zelo zadovoljni, da smo dobili ta prizidek in s tem zadostili vsem pogojem, ki jih pač sodobna
predšolska vzgoja zahteva. Imeli bomo prostora še za 10. oddelek, tako da sedaj pa zagotovo ne bo ostal noben otrok zunaj. S temi novimi prostori bomo za nekaj časa zadostili to prostorsko stisko in upamo, da bo nekaj časa v redu, kajti že pred 10 leti smo že enkrat otvorili en prizidek, sedaj je to že drugi. V tem novem prizidku, vrednem 386.000 evrov, so pridobili 2 igralnici, pokrito teraso in v nadstropju večnamenske prostore. In tako so v 11 letih kar potrojili kvadraturo prostorov, namenjenih vrtčevski dejavnosti. Seveda je otvoritev novega vrtca ali novega prizidka v otroškem vrtcu in pa informacije o tem, da število otrok, ki prihajajo v vrtec, narašča, vse to je razlog za optimizem. Optimizem pa je tisto, kar potrebujemo v Sloveniji, še dodaja predsednik. Predstavniki delavskega odbora revitalizacije Novo Lesa so županom občine Stranža Alojzem Knafljem sklicali drugo razširjeno sejo, na katero so povabili župane okoliških občin in za lesno industrijo zainteresirane ljudi v občini. Razpravljali so o pobudi odbora, da bi na območju Novo Lesa vzpostavili lesno-razvojni center. V Sloveniji že nastajajo 3 takšni centri, vendar noben ni namenjen predelavi listavcev. Ideja razvojnega centra je sigurno dobra in mislim, da Straže je eno od pravih mest, kjer bi se moralo to nadaljevati, vendar tukaj smo vezani na državo in bi morali nekje tudi na državnem nivoju oziroma na ministrstvu doseči, da bi do tega razvojnega centra tudi naše območje oziroma straško območje prišlo. Po stečaju junija 2011, ko je bila vrednost podjetja ocenjena na dobrih 10 milijonov evrov, ta zdaj strmo pada. Tudi mi smo kot upnik dobili obvestilo, da se cena znižuje, da je znižena nekje na 5 milijonov 300 tisoč evrov in za to ceno se išče kupca. Gozdno gospodarstvo si, kot eden izmed upnikov, sicer prizadeva za zbiranje zavezujočih ponudb. Ki bi nekje zavezovali, da bi tisti, ki bi tukaj prišel do lastništva te proizvodnje, zagotavljal zaposlitev delavcev in pa tudi zagotavljal proizvodno, predvsem v smislu predelave listavcev. Naslednja dražba ali zbiranje zavezujočih ponudb predvidoma sledi še pred zimo. Če dotlej ne najdejo naložbenika, ki bi proizvodnjo zagnal, pa se Novo Lesu ne obeta nič dobrega. Nastopila bo druga, hujša, zimska zgodbica in z njo tudi bo Trnulčica, naša Trnulčica, zavedno zaspala. Vprašanje, če bo kdaj kasneje lahko Kraljevičjo s poljubom, ekonomskim poljubom še rešil. Ali bodo romski otroci še lahko šli v enoto Romanov vrtca Trebnje, ki deluje v romskem naselju Hudenje, je še pod vprašanjem. Romski svetnik Matija Hočevar, ki je lastnik stavbe, v kateri poteka predšolska vzgoja, namreč želi na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja delovanje vrtca ustaviti. Gradbeni inšpektor, ki je že leta 2010 določil odstranitev objekta zaradi nelegalne gradnje, je v začetku meseca opravil kontrolni pregled. Če bo vrtec v tej stavbi še naprej deloval, bo lastnika, torej Hočevarja, doletela denarna kazen. Jaz sem pa rekel, če je to tako, pol pa raje ga ustavim, ko pa da mi je dobil 3000 kazni za plačati. Otroci so tako danes še lahko prišli v vrtec, od jutri dalje pa v to zgradbo ne bodo mogli, izpostavlja. Jaz toliko cajt, dokler ne dobim dovoljenje, toliko cajt se ne bo delalo, ker jaz nimam denarja, da bom jaz zalagal 3000 evrov kazen za plačati. Trebanjski župan Alojzij Kastelic zaradi nastale situacije pričakuje sestanek na pristojnem inšpektoratu. Namreč mi imamo prostorske plane pred vrati, tako rekoč, in v 100 primerih inšpektor čaka, da z ukrepi, v tem primeru pa pravzaprav z tem odločbami povzroča škodo v lokalnem prostoru. Sicer pa iščejo tudi druge rešitve, da vrtca ne bi zaprli. To se pravi kakšno kontejnersko zloženko, kaj podobnega. Če bo državna komisija zagotovila sredstva, potem bomo tudi to šli. Ta trenutek pa v proračunu ne razpolagamo s tovrstnimi sredstvi, da bi občina Trebnje zagotovila te prostore. Vrtec na Hudejah so sicer odprli v letu 2009, obiskujejo pa ga romski otroci, stari od 3 do 6 let. Letos mineva 100 let od ustanovitve Sokolskega društva Sevnica. Ob jubileju je športno društvo Partizan kot naslednjih Sokolov izdalo monografijo o delu obeh društev izpod peresa Oskarja Zorana Zeliča.
Sokolsko društvo je doživelo največji razmah v 30 letih prejšnjega stoletja, ko so z darovi in prostovoljnim delom zgradili svoj dom. Gradil ga je oče slavnega slikarja Cjuhe, ki je imel kot inženir svoje podjetje. Les za ostrešje je daroval sevniški podjetnik Niko Jakil, kritino pa brežiški opekarnar Leonard Trepo, so podatki iz monografije. Sokolski dom je bil svečano odprt 1. junija 1930 in še istega leta so v njem Sevničani dobili tudi prve kino predstave in pa seveda društvo je odslej imelo svoj dom, ki je res omogočal jim nemoteno delo in razmah. Ob telovadbi so imeli še dramski, lutkovni in godbeni odsek ter knjižnico. Moj oče bil telovadec vsa leta in tudi je učil telovadbo pri Sokolih, je mene že kot punčko pripravil k tem. Tako da se lahko pohvalim, da imam diplomo, 3. mesto v Radečah sem zasedla, ko sem bila stara 7 let in pol. Društvo je delovalo do začetkov vojne, ko so ga zaradi liberalne in domoljubne usmeritve članstva Nemci onemogočili. Po vojni ga je nadomestilo športno društvo Partizan, dom pa je bil porušen leta 2002. 3 leta pozneje je na novi lokaciji zrasel nov športni dom. Semiška županja Polona Kambič je v sklopu občinskega praznika povabila na tradicionalno srečanje vse gospodarstvenike, ki poslujejo na območju semiške občine. Čeprav je namen srečanja druženje in izmenjava izkušenj, so tokrat govorili predvsem gostje, ki so podjetnikom nanizali veliko informacij, koristnih za njihovo poslovanje. Mislim, da je tako srečanje dobro, želijo se biti več nas podjetnikov, ne? V semiški občini posluje 53 gospodarskih družb in malih podjetij. Zaenkrat vsi uspešno premagujejo gospodarsko krizo, ocenjuje županja. Veliko podjetnikov je tudi kandidiralo za sredstva Pokopja, to se pravi, da imajo projekte, imajo neke vizije razvoja in tudi to je spodbudno, se pravi, da na tem področju lahko pričakujemo rezultate v naslednjem obdobju. Prihodnji mesec bo objavljen 3. razpis za razvoj Pokolpja. Tokrat bo podjetnikom na voljo okrog 4 milijone evrov. V Ricu Bela krajina in razvojnem centru Novo mesto so že pripravljeni, da jim pomagajo pri prijavi na razpis. Velja ga izkoristiti, kajti denar za naložbe je težko pridobiti, je bilo slišati v Semiču. Banke so jako trde. Mi smo res še vedno veliko investicijo, z majhnim vložkom banke, samo dobro boniteto imamo, ampak težko pridobili ta sredstva. Jaz sem do te gospodarske situacije več ali manj poznan kot kritičen. Občina bi morala gospodarstvu še malo bolj pristopiti, tudi nameniti kakšna sredstva več. Občina si predvsem prizadeva zagotoviti pogoje za poslovanje podjetij in z nizkimi cenami zemljišč v industrijski coni, odpovedali so se tudi komunalnemu prispevku, pritegniti nove naložbenike, pravi županja. Zaenkrat je še nekaj prostora, razmišljamo tudi o širitvi na drugo stran ceste. Pogoji, kot je širokopasovno omrežje, ta pogoj imamo zadoščen, se pravi elektriko, upajmo naslednje leto tudi več ne bo problemov. Seveda pa ostaja največji problem, zaradi katerega je naložbenike težko privabiti v Belo krajino. To pa je slaba cestna povezava, dodaja Kambičeva. Novomeški šolski center je bil lani vnovič razglašen za najbolj športno šolo v Sloveniji. Da so njihovi dijaki na športnih tekmovanjih tako uspešni, ne čudi, saj jim šola zagotavlja zelo dobre pogoje za vadbo. Odslej bodo ti še boljši. Ob obstoječih igriščih, zgrajenih pred 10 leti, so namreč to poletje uredili malo nogometno igrišče, 2 novi košarkarski in odbojkarski igrišči ter trim stezo. Dijakom in zaposlenim to ogromno pomeni. Vadbene igrišča, več telovadbe, več rekreacije, več udejstvovanja v športu, več zdravega načina, zdravega življenja. 100 000 evrov za naložbo z opremo je prispeval šolski center. Vedno nam je primanjkovalo igrišč, kadar so dijaki bili zunaj na športni vzgoji, predvsem v jesenskem in spomladanskem času, in sedaj s tem dopolnjujemo ta del igrišč in s tem zaključujemo projekt teh igrišč, tako kot je bil prvotno tudi načrtovan. Pridobitev je pomembna ne le za dijake, ampak tudi za okoliške krajane, ki se bodo tam lahko športno udejstvovali ob popoldnevih in koncih tednov.
vendar pa gremo tudi naprej z dijaškim domom. Našim sosedom smo se dogovorili, da bomo pa v naslednjih letih uredili še preostali del zelenice kot večnamensko travnato površino, kjer bomo pa tudi lahko imeli športno vzgojo in gojenci doma pa tudi dodatne površine. Sicer pa so v sklopu odprtja novih športnih površin zasadili tudi nekaj dreves ob trim stezi. Semič je bogatejši za 163 urejenih parkirnih mest. Tamkajšnji občini je namreč uspelo pridobiti 217 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev za izgradnjo 2 parkirišč in avtobusnega postajališča. Iz občinskega proračuna so dodali še 107 tisoč evrov in pri semiškem gasilskem domu uredili 69 parkirnih mest z javno razsvetljavo ter avtobusno postajališče. Pri pokopališču v ulici Sela pa so razširili cesto, zgradili pločnik in 94 parkirnih mest z javno razsvetljavo. Ja, malo smo bili moteni skozi vse leto, ker je to ropotalo se, ampak na koncu smo pa navdušeni. Ogromno smo pridobili in posebej ti tam mladi, ki so bili tudi z nami, da nas bojo pa uživali. Pa ne le na parkiriščih. V okviru občinskega praznika so namreč letos namenu predali kar 6 novih pridobitev. Občani smo veseli teh dogodkov. So nekatere drobne stvari, ki pa so zelo pomembne in če jih seštejemo, je pa to velik napredek. Kot je na slovesnosti ob odprtju parkirišč in avtobusnega postajališča, ki so jo pripravili semiški osnovnošolci, dejala županja Polona Kambič, so bili doslej uspešni pri črpanju evropskih sredstev. Tako so namenu predali že 12 naložb zgrajenih s pomočjo evropskega denarja. V akcijo Ločujem zemljo, varujem, v katero je že drugo leto vpeta tudi novomeška komunala, se je v tem šolskem letu vključilo skoraj 2100 otrok in učiteljev. Tokrat sodelujejo novomeški šoli Grm in Center ter šentjernejska šola s podružnico Orehovica. Davi so otroci z osnovne šole Center za pravilno ločeno odpadno embalažo, papir in steklo prejeli še zadnje nalepke, ki so jih zbirali 4 tedne. Radi ločujemo odpadke, samo včasih pač ne. Ja, sem zelo rad sodeloval, je to dobra akcija, tudi vesel sem, ker se tudi dosti še naučimo. Tudi če kaj ne vemo. Tudi nekaj je leži na tem, da cel Rajkart hoče dobiti nagrado, da bomo šli v adrenalinski park. Cilj projekta Ločujem zemljo, varujem, katerega nosilec je podjetje Danone Slovenija, je enak kot v minulih 2 letih. Povečati ločeno zbrane odpadke za več kot 1/5. 3 šole, ki so bile zajete lani in njihovi okoliši, so pokazali veliko spremembo v ločeno zbranih odpadkih, tako da smo prepričani, da bo temu tako tudi letos. Z lansko akcijo so se ločeno zbrane frakcije povečale za skoraj 30%, poudarja Križman. Novomeško varstveno-delovni center je v športni dvorani Levna Štukla pripravil humanitarni koncert za svoje varovance, ki bodo zbrani izkupiček izkoristili za športne aktivnosti, izlete in obiske kulturnih prireditev. Odziv nastopajočih, ki so se seveda odrekli svojemu honorarju, je bil odličen, saj so izrazili željo, da priskočijo na pomoč varovancem VDC-ja. Ansambl Troštarji se že nekje tradicionalno sodelujemo z varstveno-delovnim centrom in odločili smo se sami po sebi, da bomo pač enkrat na leto naredili pač dobro delo. Ker pač naši varovanci zelo radi sodelujejo na različnih športnih prireditvah, radi grejo na izlete, radi grejo pač v Avstrijo na srečanje oseb z motnjo in brez motnje, pa pač pri nas ni denarja za te zadeve, tako da sem se pač odločila, da nekaj denarja zberemo in pač te stvari še naprej izvajamo. Na koncertu je sodelovalo več 10 ansamblov in nastopajočih, katerim so se s pesmijo in plesom občasno pridružili tudi varovanci varstveno-delovnega centra. Mi pač se trudimo, da je življenje teh naših varovancev čim bolj kvalitetno, da so srečni, zadovoljni, da ni samo tisto delo, tisto glavno, ampak da se tudi udeležujejo različnih stvari, da je pač pestro in da se veliko naučijo pri tem. Skoraj 250 igralcev badmintona iz 10 držav in 25 klubov je od minulega četrtka do nedelje merilo moči na igriščih v Trebnjem in na Mirni.
S kar 4 zmagami se lahko pohvalijo igralci badmintonskega kluba Mirna, ki je mednarodni badmintonski turnir tudi gostil. Na 18. odprtem mladinskem badmintonskem prvenstvu Slovenije so se v spretnosti obvladovanja perjanice preizkušali igralci v kategorijah od 11 do 13, do 15 in do 19 let, ki je štela tudi za mladinsko evropsko jakostno lestvico. In mislim, da se je pripravljalno obdobje, ki smo ga upravili poleti, zelo obrestovalo. Je pa tudi to dobra popotnica za naslednje mednarodno tekmovanje, ki bo potekalo od 8. do 10. novembra na Slovaškem. Domači igralci so skupaj zabeležili 4 zmage. 2 je domov odnesla Ema Cizelj, po eno pa Julija Kolenc in Mitja Šemrov, ki je sicer pričakoval uvrstitev v finale v vseh kategorijah. Žal na koncu se moje pričakovanja niso išla. Res sem garantiral na single, predvsem na igranje posamezno. Drugo leto imamo evropsko prvenstvo. Tako da s takimi tekmovanji si naberem neke izkušnje. Čeprav je bila letošnja udeležba zaradi gospodarske krize manj številčna, so na Mirni veseli, da so se turnirja prvič udeležili tekmovalci iz Nizozemske in iz Nemčije. Po besedah direktorja turnirja je dogodek uspel tako v organizacijskem kot tekmovalnem smislu. Predvsem gre tu zahvala organizacijski ekipi, tisti ožji ekipi badmintonskih entuzijastov in seveda staršev, brez katerih tega turnirja sigurno ne bi bilo. Mlada Portugalka, vino, ki je belokranjska posebnost, je konec minulega tedna povezala belokranjske vinogradnike in v Črnomaljsko klet ter na Metliško grajsko dvorišče pritegnila številne obiskovalce. V Črnomaljski kleti, kjer so sklenili letošnji 7. teden Portugalke, so v 7 večerjih obiskovalci popili več kot 500 litrov Portugalke in pojedli skoraj 300 kg pečenega kostanja. Obisk je bil pa super. Po mnenju strokovne komisije je, že drugo leto zapored, najboljšo Portugalko pridelal Martin Pečarič, predsednik Društva vinogradnikov Metlika, po mnenju obiskovalcev pa družina Hoznar iz Ručetne vasi. Ta Portugalka je pač taka, kakšna je, mlada, iskriva, dobra. Ali se mi je posrečilo, ali je pa to že znanje. Ko bo tretjič, bo pa sigurno znanje. Bo že držalo, saj so Pečaričevo Portugalko ocenili kot najboljšo tudi obiskovalci prireditve Mlada Portugalka na Metliškem grajskem dvorišču, kjer je to mlado vino ponudilo v pokušino 12 belokranjskih vinarjev. Vsak med njimi je svoj delež prispeval tudi v skupni sod, iz katerega so natanko ob 16. uri pričeli točiti mlado vino. Nekako nadaljujemo to zgodbo sosedskih zidanic, ko so pobirali od hiše do hiše in je vsaka hiša prispevala nekaj vina. To zgodbo tudi mi želimo obuditi s tem skupnim sodom. Mlada Portugalka pa je uspela povezati tudi vse belokranjske vinogradnike in vinarje, saj so predsedniki vseh 3 belokranjskih vinogradniških društev na Metliškem grajskem dvorišču podpisali listino o ustanovitvi Združenja belokranjskih vinogradniških društev in se tako zavezali k sodelovanju in usklajenemu delovanju vseh belokranjskih vinogradnikov in vinarjev. Cilj seveda je kvaliteta naših vin in širen trg, ki ga lahko potem skupaj lažje obdelamo. Da je dobro sodelovanje v skupnih projektih pot do uspeha, pričajo rezultati skupne promocije Mlade Portugalke. Verjetno bi morali ob tej zadnji novici povedati tudi tisti značilni stavek, da minister za zdravje ne priporoča uživanje alkohola. Mi pa smo mnenja, da ob tako dobri kapljici in njenih zdravilnih posledicah bolj velja priporočilo. Seveda, če niste potem še šofer. Naj vam prihajajoči prazniki povrnejo moči ter nasvidenje do prihodnjič.